Spoštovani ljubitelji knjig, dragi ljubitelji poezije, pozdravljeni na jubilejnem 20. pesniškem turnirju. Letos s pesniškim turnirjem gostujemo na Slovenskih dnevih knjige v Ljubljani. Po nekaj letih smo spet gostje v Ljubljani, sicer pa s pesniškim turnirjem že leta gostujemo po mnogih slovenskih krajih, finale tega turnirja pa je zmeraj v Mariboru. Tudi letos smo 25. aprila s pesniškim turnirjem zaključili Slovenske dneve knjige v Mariboru, ki so potekali virtualno, tako kot tudi Ljubljanski dnevi knjige. Na turnirju v aprilu smo že izbrali vitezinjo poezije. Letos si je ta naziv pridobila pesnica Tanja Božič s pesmijo Zemljevid. Vsako leto pa tudi občinstvo da glasove za pesem, ki ga je najbolj nagovorila, in letos je največ glasov dobil pesnik Jernej Kusterle s pesmijo Noč naju tiho nagovarja. Spoštovani, biti za pesem v tem času, ko se zdi, da je vse duhovno tako zelo oddaljeno, je redka izbira, vendar dar. Dar pesem napisati in seveda dar tudi pesem prebrati. Nocoj bomo dobili v dar 12 novih slovenskih pesmi, ki jih je žirija izbrala izmed 160 prispelih. Da pa bo ta revijalni pregled tokrat nocoj bolj zanimiv, boste lahko po spletu glasovali tudi vi, spoštovano občinstvo, in izbrali svojo najljubšo pesem. Glasovali zanjo in prvi trije bodo dobili knjižne nagrade, ki jih podeljuje založba Pivec, ki je vsa leta pokroviteljica pesniškega turnirja, in Društvo slovenskih pisateljev. Želim vam lep večer, naj nas poezija nagovori, naj nas osvoji, da bomo ostali z njo. Kot je zapisal pesnik Milan Dekleva, klic poezije postaja vse močnejši, ne opustimo upanja, vstopimo. Hvala, Zora, in iskrene čestitke ob jubilejnem 20. pesniškem turnirju. Brez tvoje ideje, smelosti, vizije in nenazadnje srčnosti in energije ne bi pesniški turnir postal to, kar je, ugledna prireditev, s katero se lahko Maribor pohvali. Iz skromnih začetkov je zrasel prireditev, s katero smo prekečali celo Slovenijo. Obiskali smo 22 slovenskih krajev in 2 v zamejstvu, Trst in Celovec. Za nekaj let smo stopili tudi v evropski prostor z evropskim pesniškim turnirjem, na katerem je sodelovalo 7 držav. Z njim smo bili tudi del 2 evropskih prestolnic kulture. Najpomembnejše od vsega pa je, da smo marsikateremu pesniku utrli pot v slovenski pesniški prostor, opozorili nanj. Pa seveda, da smo popularizirali poezijo in jo marsikomu približali. Zato, Zora, moj globok poklon. Zdaj pa nekaj besed o letošnjem turnirju. Na natečaju, objavljenem v začetku januarja, smo prejeli kar 160 pesmi, ki so ustrezale pogojem. Ti so bili naslednji. Pesem ni smela biti daljša od 60 verzov oziroma vrstic, avtor je moral biti star vsaj 16 let, pesem pa ni smela biti objavljena v tiskani obliki. In pa seveda pošiljke so morale prispeti v roku. Letos smo zaradi številnih predvidenih dogodkov ob našem jubileju opustili način izbora s polfinalnimi turnirji, ki potekajo od leta 2008 in na katerih se je predstavljalo po 24 pesnikov. In smo se torej vrnili na prvotni način, ko je strokovna žirija izbrala 12 pesnikov, ki so se pomerili na eni sami prireditvi. Letošnja strokovna žirija v sestavi dr. Irena Novak Popov, dr. Marčelo Potoko in Stanka Hrestelj je izbrala 12 finalnih pesmi. Njihova naloga ni bila prav nič lahka, bila je zahtevna in odgovorna. Tako smo dobili 12 današnjih finalistov. Kdo so, bomo izvedeli kmalu. Še predtem pa, Zora, nekaj o mestu poezije v svetu. Na začetku je bila beseda. Zdaj je čas, da to resno dojamemo. Tako biblijsko začenja svoj članek o pomenu poezije novinarka Zorana Bakovič in nadaljuje. Beseda ima čudežno moč.
spremeni se v čarovnijo in tudi v orožje, odvisno, katero izberemo. Zato je treba brati pesmi. Pesnik nas popelje do samega bistva stvari. Pesnik ves svet povzame z izvirno besedo. Vers je formula ljubezni, trpljenja, hrepenenja. Vers je struna, ki povezuje nebo in zemljo. Vers je kot skupno bitje srca. Na začetku je bila poezija, sem pomislila. Odgovornost pesnikov je velika kot ustvarjanje sveta, izpolnjenega z dobroto, okupiranega z ljubeznijo. Tistega edinega sveta, v katerem si želimo živeti. Tako Zorana Bakovič, da sveta, v katerem si želimo živeti, tudi ko se bomo vrnili v prejšnji svet, ki ne bo več isti, kot je bil predtem. Zdaj pa k našim finalistom, 12 pesnikom, ki jih je žirija izbrala, da nam predstavijo svoje pesmi. Slišali smo že, da so bili izbrani izmed 160 poslanih pesmi, to se pravi, da so že zmagovalci na nek način, tisti, ki so dobili največ priznanja od tistih, ki se na pesništvo zares poznajo. Z nami so nocoj Tanja Božič iz Ljubljane, Ajda Bračič iz Vidma, Katarina Gomboc-Čeh iz Ljubljane, Veronika Gradišek z Kozjega, Dunja Polonca Guček iz Spodnjega Loga, Tonja Jelen iz Loč, Jernej Kusterle z Jesenic, Vesna Lipovnik iz Malečnika pri Mariboru, Miha Marek iz Ljubljane, Denis Škofič iz Dolnje Bistrice, Katja Šušteršič iz Horjula in Lara Gea Vurnik-Navinšek iz Ljubljane. Dober večer, drage pesnice in pesniki, spoštovano občinstvo. Dobrodošli v naši veliki dvorani, največji doslej. Nocoj ne bo zmanjkalo prostora. Prav udobno se namestite in si privoščite veliko dozo poezije. Najprej bi se rada zahvalila vsem tistim, ki ste nam pomagali pesniški turnir pripeljati do te lepe okrogle 20-tice. Potem velja zahvala mojim sodelavcem, ki ste zaslutili razsežnosti, ki jih ponuja organizacija letošnjega turnirja. Hvala vam za vas trud, ki ste ga vložili v to, naučili smo se veliko novega, pokazale so se nam neke nove poti, novi načini, za katere verjamem, da jih bomo tudi v bodoče s pridom uporabljali. Naslednja zahvala velja seveda Javni agenciji za knjigo, ki nas že vrsto let podpira in omogoča pesnikom in pesnicam, da se uveljavljajo tudi na ta način. Nocoj bi se rada zahvalila tudi županu Mestne občine Maribor, gospodu Aleksandru Sašu Arsenoviču, ki je častni pokrovitelj letošnjega pesniškega turnirja, ki se tudi zelo trudi, da bi Maribor popeljal iz tako imenovane sivine v nove barve, v nove izzive, nove možnosti in priložnosti. Pri tem seveda tudi z velikim posluhom za kulturo. Hvala, gospod župan. Nocoj bo veliko govora o poeziji, seveda, saj je to pesniški turnir. Zato dovolite, da svoj nagovor tudi sama zaključim z besedami pesnika Aleša Štegra iz njegove najnovejše zbirke Pričevanje. Pravi tako: vrnil se bo svet, vrnili prodajalci sladoleda in drugih večnosti.
Veliko veselje nam je, da je v našem jubileju častno pokroviteljstvo nad pesniškim turnirjem prevzel župan Mestne občine Maribor, gospod Aleksander Saša Arsenovič, ki ga vabim k nagovoru. Spoštovani, pozdravljamo vse pesnike, ki se boste letos že 20. pomerili v najbolj plemeniti veščini jezika in duha. Pozdravljamo organizatorje 23 dnevov knjige v Mariboru, ki so se navkljub razmeram odločili izpeljati predfestivalski program s spletnim knjižnim sejmom in na ta način obeležiti Svetovni dan knjige. Maribor je dobil priznanje branju prijazna občina, na kar smo lahko ponosni, kar nas pa tudi obvezuje, da se v tej smeri prizadevamo še naprej. Zahvaljujem se vam vsem, ki ste prispevali pri organizaciji različnih dogodkov in še posebej čestitam pesniškemu turnirju za 20. prireditev, čestitam izbranim pesnikom, vsem pa želim nocoj lep večer ob poeziji. Naj končam z besedami Zlate Vokač, avtorice znamenitih Marburgov, po katerih je pesniški turnir dobil ime. Naj vse te besede kot molitev ležejo na naše drago mesto. Prva pesem, ki jo zmeraj slišimo na turnirju, je zmagovalna pesem prejšnjega leta. Lani se je zgodilo nekaj posebnega. Žirija se je odločila, da prvo nagrado preda dvema pesnikoma. Tako bomo zdaj slišali dve pesmi. Najprej Nino Kremžar s pesmijo Mati prve generacije in pesnika Denisa Škofiča s pesmijo Ljudski običaj. Prisluhnimo. Mati prve generacije. Prvič. Ni ti treba verjeti v Boga. Ti verjameš v zemljo, ki golta, z njo si mažeš roke. Črne dlani si polagaš na trebuh, moliš za otroke, za srečo. Novorojence polagaš na oltarje, moliš za otroke, za srečo. Prižigaš lučke, šteješ mala trupla, moliš za otroke, za srečo. Drugič. Ko so ti ga potegnili globoko iz telesa, je bil lepo uživ in neskončno lahek. Zdaj prepuščaš vodo in zrak in svet okoli se premika z manjšim uporom. Tretjič. Ne preneseš toplih premikov v želodcu. Legaš mrzle vode, da bi te oprale, razvozlale krčevit strah, ampak njegovi senčni odtisi te označujejo kot govedo za zakol. Samo še hlad te drži na površju. Četrtič. Postala si votla. Za krnelimi stopali drsaš po tleh in ne priznaš krivde. Svoje edine potomke, ki se ti obesi za gležnje in te vleče v modrino. Petič. Ko te začne mučiti lastno telo, ne verjameš več v Boga ali v zemljo, samo še v praznino, kamor se potopiš in moliš za otroke, za srečo, za otroke, za srečo, za otroke. Ljudski običaj. Odpravita se dva pozvačena. Eden z zemljevidom otroške risbe, drugi z zemljevidom novin, vsakši svojo pot. Eden vabit mladoženčeve, drugi snehine. Gostovanje se ženi.
V eni čutari prosov, v drugi čutari vino, v torbi hlebec kruha, v rokaji pa lesena sekira s temenom iz ježeve kože in porok. Gostovanje se ženi. Na glavi krščaki iz lepenke, šterje ukrašeni s pavjen, fazanin in kokovtovim perjem, obložen pa z rožmarinom, roženkrautom, umetnimi rožami in papirnatimi cmeri. Gostovanje se ženi. Na nogaj pa dva zvončka, na sakšon koleni. Gostovanje se ženi. Hodita od vasi do vasi in davljata piti in pijeta samiva naše snehe mleko. Hodita od hiže do hiše in davljata piti in pijeta sama naše snehe mleko. Hodita od vrat do vrat in dajeta piti in pijeta sama mleko naše snahe. Hodita in prinašata srečo in srečno pomlad, vse bolj tanta druja, vse bolj rogata, vse bolj kosmata in vse daljšim rdečim jezikom. Na razpotju se srečata znova s povsem doraslim jelenim rogovjem, ki kakor cvetova odpre svoja sovja krila, a to se vstopita in zaženeta drug od drugega, da bela noč črno odzvanja od gibatih in stranskih zvončkov. Gostovanje se ženi. Hvala vitezoma poezije 2019, Nini Kremžar in Denisu Škofiču. Naj se revijalni pesniški turnir na Slovenskih dnevih knjige v Ljubljani začne. Tako so fanfare najavile pričetek pesniškega turnirja 2020. Prva, ki nam bo prebrala oziroma povedala, interpretirala svojo pesem, je pesnica Tanja Božič s pesmijo Zemljevid. Tanja Božič je diplomirana literarna komparativistka in francistka, trenutno pa absolventka dvopredmetnega magistrskega študija obeh omenjenih smeri na Filozofski fakulteti v Ljubljani. S književnostjo se ukvarja na mnoge načine, prevaja, dela v knjižnici in piše tako poezijo kot tudi prozo. Zdaj potujemo virtualno, potujemo po svetu, nekoč pa smo staromodno pošiljali razglednice kot brat iz pesmi Zemljevid. Prisluhnimo torej Tanji Božič in Zemljevidu. Zemljevid. Brat odide zato, da bi nazaj prišla razglednica. In pride. In piše, da je na Bolšjaku kupil odpirat za vino in kuhinjski nož. In meni je to dovolj. Nato spet gre in nazaj prispe opis manga za 8 centov. Izruvani zobje in žalost v dolžini črva, ki ga je potegnil iz nosu mrtve deklice, tako da na koncu zmanjka prostora za podpis. Potem odide še kam in mi pošilja pozdrave iz krajev, kjer se nikoli nič ne zgodi, kjer je na beton posutih nekaj drobtinic hiš, zaradi česar je mesto le hrana za golobe. Ko mi nima kaj pisati, razglednica zakroži med sopotnike, da zapolnijo njegovo praznino. Vseeno je nalepim na steno, kjer raste moj osebni zemljevid. Madagaskar, severno od Bolgarije, zahodno od Martinika in grških otokov in med vsako državo še nekaj Hrvaške. Države le prihajajo in nikoli ne izginjajo. Ko ga predolgo ni, pomislim. Svet, ki je zgrajen po meri mojega brata, nikakor ne more biti tako slab. Ko se obrne na glavo, me na drugi strani zmeraj čakajo njegove besede. Naslednja je Ajda Bračič. Študirala je arhitekturo v Ljubljani, službuje kot izvršna urednica pri prodorni reviji Outsider, ki se ukvarja z arhitekturo, kulturo in družbo.
Prevaja iz in v angleški jezik, objave njene poezije so sila redke, pogostejša pa vabljena branja. Trenutno se ji obeta prvi prevod, in sicer v reviji Rukopisi. V njeni pesmi se lirski subjekt obleče v kožo drugega, ki čuti bolečine izgnanstva in preganjanja, torej nekoga, ki izgubi dom. Ajda Bračič in pesem Sanjalo se ji je. Sanjalo se ji je, da je bila nekdo drug, da je lahko izrekla tujo resnico. Ne ker bi vedela, kako utripa tuja koža, temveč ker jo je čutila zrasti čez se. Zastave so se trgale v poletnem vetru s pokajočim zvokom, ki oznanja dež. Plačali so. Na avtobus je bilo treba, v dolgi vrsti stisnjeni v znak, potisnjeni navzdol v majceno kabino med kolesi. Boleča rebra, tu koleno bode v nos, kosti in duh bencina, duh potnih teles, veliko ur in tema. Sanjalo se ji je, da je svoboda ladja, ki se utaplja v biseru Mediterana, medtem ko mimo švigajo srebrne ribe. Žilavi dečki, da oprezajo s pečino tokov, brlizgajo v zrak skrivna opozorila. In da trajekt s turisti iz Benetk drobi pod sabo, trga v valovih reže, trga gladino kot železna zver, drobi telesa, vpleta v sinje brazde, dolge sinje ute in da komaj diha. Sanjalo se ji je, da je pot ozka, blatna, strma, blatna, ozka, da se spotika, rob, da je tu kamen, noč premika, stopa, ena, dve, ne more več, da je potem še rob, za njim pa reka in za njo še ena, dve in da ne gre. Sanjalo se ji je, da lega le za hip med trsja v blaten breg, v vlažno šoto v breg in da polzi nazaj, polzi in grabi in ne gre in komaj diha in da so zvezde vzšle. Sanjalo se ji je, da lahko reče, da ne ve, da ne razume, da ne ve, kje se dogaja vojna, niti če je to znotraj ali zunaj, niti kdo je pravzaprav sovražnik in da to ni njena zgodba, da se ne dogaja njej, da ve, da o tem ne more zares govoriti, pa bi vseeno moral nekdo nekaj reči, da se na nek način vseeno dogaja tudi njej. Pogosto se ji sanja, da je nekdo drug in da umira. Meni, da po noči segajo po njej nekakšne dolge roke in da jo stresajo, da bi jo prebudile. V sanjah prime roke in jih tolažeče stisne. Pesem V imenu vasi je napisala Katarina Gomboc Čeh. Je pesnica, pisateljica, jezikoslovka in učiteljica, piše kritike, vodi literarne pogovore in prevaja iz ruščine. Po končanem študiju slovenistike in rusistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani je začela opravljati delo jezikovne asistentke za slovenščino na slovenskih licejih v Trstu. Leta 2017 je zmagala na festivalu mlade literature Urška, leta 2018 pa izdala svoj prvenec, pesniško zbirko Negotovosti navkljub. V imenu vasi se opravičiti gozdu, biti spet cel, prvinski, biti del narave. Tako Katarina Gomboc Čeh v pesmi V imenu vasi. Besedo in knjigo bi odklonila in se vrnila v gozd. Vedenje zamenjala za spretnost, da ne bi zašla. Predvsem bi se pogajala, da se pri Stamorčaku ne bi bala biti sama. Da se ne bi oklepala telefona v žepu. Kajti lahko zablodim, lahko sem zaide zver, lahko poniknem v temnih gozdovih Benečije. Obleko bi površno odložila na nikoli ljubljeni kamen. Nazadnje bi snela prstan. Negovana stopala bi potopila v mrzel potok in brodila po njem, ne ozirajoč se za lastno tujostjo. Opravičila bi se,
v imenu vasi. V imenu vasi bi se opravičila gostu. Veronika Gredišek prihaja z Kozjanskega. Po končani jezikovni gimnaziji v Celju je študirala nemščino in geografijo na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Najprej je opravljala delo prevajalke, zdaj pa poučuje na srednji šoli v Krškem. Objavljati je začela v študentskih glasilih in zbornikih, nato v literarnih revijah, Lokuciju, Cimetu, Hotenjih in Mentorju, ter v zbornikih Literarnega društva Šentjur. Bila je med nagrajenimi avtorji festivala mlade literature Urška, finalistka Mentorjevega Feferona 2019 za najboljšo družbeno satiro. Aktivna je v kulturnem življenju domače regije, kjer organizira literarne večere, piše dramska besedila in vodi dramsko skupino. Zanimajo tudi narečja in dediščina preteklosti. Veronika Gredišek je lanska zmagovalka pesniškega turnirja po izboru občinstva. Tokrat se predstavlja s pesmijo Eremit. Spoznala sva se še pred imeni. Zdaj pa se srečujeva samo še v mraku, ker je takrat svetloba žalostna in vesela hkrati. Kako si zašel med te pomečkane ljudi? Tako zelo enostavno. Sramujem se svojega sramu. Dovoli, da ti poravnam prve vrstice. Ne dovolim. Odkot ta hlad v tvojih udih? Pod tanko majico, še tanjša koža in pod kožo permafrost. Dovoli, da te otalim s sabo. Ne dovolim. Zakaj te čutim votlega? Prazne besede so me izpraznile. V meni popačeno odmeva. Dovoli, da te napolnim z dejanji. Ne dovolim. Zakaj v tebi ni zvoka? Ker sem se pustil preslišati in je tišina postala živo bitje. Dovoli mi kričati zate. Ne dovolim. Ne dovolim. To je moj mrak, moj sram, moj posrkan čas, moj žig na moje čelo. Ko bom jaz tako želel, bom ugasnil zaslon, stopil preko preproge do mize in se vam zazrl v obraz. Ampak danes še ne. Danes te puščam onstran kljuke, neutolažljivo sključeno nad preteklim pogojnikom. Glasba in poezija se radi vzajemno družita. Saj sta sestri v besedi oziroma petju in ritmu. Na pesniškem turnirju to poteka v živo, danes pa žal le v obliki videospotov izvajalcev, ki so nastopili na preteklih pesniških turnirjih. In še več, svoje albume so izdali pri založbi Pivec, ki je, mnogi tega ne vedo, tudi glasbena založba. Začnimo s hišnim bendom, skupino Katalena. Iz njihovega aktualnega albuma Človek ni zver je tu video pesmi Čutim krvi utrip. Avtor besedila je pesnik Ivo Brnčič.
govorim. Moj dih in glas in gib pričajo mi, da živim. Živim. Čakam, gorim, pregorim. Ta potok, ta gost in mir upajo, da preživim. Živim. Iščem dlani dotik. Čakam, gorim, pregorim. Ta potok, ta gost in mir upajo, da preživim. Živim. Vse me še čaka, čaka, da svet je pred mano odprt. Čaka, že name čaka, na prvem križpotju smrt. Vse me še čaka, čaka, da svet je pred mano odprt. Čaka, že name čaka, na prvem križpotju smrt. Vse me še čaka, čaka, da svet je pred mano odprt. Čaka, že name čaka, na prvem križpotju smrt. Vse me še čaka, čaka, da svet je pred mano odprt. Čaka, že name čaka, na prvem križpotju smrt. Naslednja je Dunja Polonca Guček s pesmijo Krokar. Dunjo Polonco Guček poezija in leposlovje nasploh zanimata od nekdaj. S pisanjem se je začela ukvarjati v srednješolskih letih in v knjižnici, kot pravi, je bila zmeraj inventar. V pravem času je srečala sorodne duše iz društva Lila, ki je gnezdo za vse sorte umetniških tičev. Svinčnik in radirka sta zdaj vedno z njo. Pravi, da se izpod tipk, gumbov in miš krojeva sodobna poezija, njena pa je takšna, kakršna pripada svinčniku in radirki. Kaj je lepšega, pravi, kot iskati idealne zloge, rime, ritem, zanjo popolna sreča. Pesem Krokar, ki jo bomo slišali v izvedbi Dunje Polonce Guček, je pravzaprav par eremitu, zapuščenemu bitju iz prejšnje pesmi, torej prisluhnimo pesmi Krokar. Krokar. Prihaja z mrakom, šepa v hribt od mimo. Na sključeni postavi same cape. Postane tu in tam, ko zmanjka sape, v istih čevljih iz poletja v zimo. S sršečimi lasmi kot s konjsko žimo, obraz je skrit po dolge črne slape. Otroci in odrasle vaške trape ob njej so usvojili vers in rimo. Glej, Krokar nese šnops, režijo vanjo. Tvoj rabelj danes se še ni nalokal, zvečer te peško le dobiš vsakdanjo. A rabelj?
danes sam je bridko jokal. Nikoli več ne dvigne roke nanjo. Ob svitu krokar črni je zakrokal. Tonja Jelen je bila na pesniškem turnirju že večkrat. Je pesnica, literarna kritičarka in urednica. Leta 2016 je pri založbi Litera izdala pesniško zbirko Pobalinka. Objavlja pesmi, kritike, eseje in tu in tam tudi kratke zgodbe, in sicer v različnih revijah. S svojim kritiškim pisanjem pa je prisotna tudi na radijskih valovih, največ v oddaji iz Knjižnega trga na programu Ars. Kot literarna urednica je leta 2017 uredila zbornik Rokerji pojejo pesnike o dolgoletnem projektu Subkulturnega azila, v katerem so rock bendi uglasbili številne slovenske pesnike. Poleg literature ima rada art filme, likovne razstave in sprehode po naravi. V njeni pesmi sledimo nostalgični podobi časov, ki niso tako daleč, a so vendar tako drugačni, kot je domača marmelada od kupljenega pekmeza. Pekmez. Plezali smo na njiju. Bili sta vsako leto bolj košati, gosti. Mi gibki, spretnejši smo skakali dol, strašili odrasle, se veselili sredi dvigovanja prahu. Bili sta naše vesolje sredi vijolično-zelene sreče, plasti na listih, film na sadežih, praske po koži. Vsako deževje je spralo sledi gorkote. In potem je zopet sijalo. Hladili smo se spodaj. Rasli sta. Med njima je visela mreža in mi, ki smo imeli čas raztrt do večerov, ko so nas starši s peče odnašali v postelje. Zatem se je kuhala marmelada. Mama, jaz, sestra smo šle po zvezke in potem smo spet čakali na poletje. In prihajala so. In vetrovi so podrli prvo in druga je prestala celo poklanje stoletnih dreves. Mi smo jokali in si tiste dni mazali sladek namaz na surovo slano maslo. Dozen of breads in pikniki sredi trav. Še bodo? In zatem komaj sledim novemu imenu. Pekmez. Zadanem je sredi letaka, zapakirane prodaje, ko se me dotakne dete s kuhanimi slivami, še zmeraj nabranimi in malo sladkorja. Najlepša hvala. Na vrsti je Jernej Kosterle. Jernej je bil z nami že kar 3-krat na finalu pesniškega turnirja. Vsako leto je tako, da se srečamo z nekaterimi pesniki prvič, nekateri pa pridejo večkrat. Jernej Kosterle nam bo predstavil svojo pesem Noč naju glasno izgovarja. Je pesnik, urednik, lektor, literarni teoretik, literarni zgodovinar in tudi tuji strokovnjak za slovenski jezik, literaturo in kulturo ter predstojnik pedagoško-raziskovalne sekcije slovenistike na Fakulteti za evropske študije Univerze za mednarodne študije v Pekingu. Je prejemnik Prešernove nagrade za študente ter Škrabčeve štipendije. Njegova zadnja pesniška zbirka Tipkopisi Geneza je izšla leta 2016. Kosterle je torej 3-kratni finalist pesniškega turnirja, tokrat nam bo predstavil pesem Noč naju glasno izgovarja. V nežno, rahlo ljubezensko pesem vstopajo podobe vzhodnega sveta. Noč naju glasno izgovarja. Literarni večer. Soba z vonjem po knjigah in kavi. Luč. Miza in stoli. Vstopi sama, brez Chanela No. 5. Obdajajo blag ton sandalovine. On bere pesmi. Dislektik. Neznan. Stoji med verzi. Ujet. Beži. Pretipkan je videti nor.
V češnjev cvet je zavil srce Slavčka, ter ga izročil v skodelici z lističi črnega čaja. Premor, glasba piščali. Gleda ga, sprašuje o pesmih, pomenih izgubljenih s prevodom. Bere z naglasom, posluša. V prostor med njiju kaplja vonj po čaju. Na steni slika lotosa. Zunaj polna luna, rečna meglica in gore. Izstopita skupaj. V češnjev cvet je zavila srce Slavčka ter mu ga izročila v skodelici z lističi zelenega čaja. Naslednja se bo predstavila Vesna Liponik. Je podiplomska študentka primerjalne književnosti in literarne teorije ter slovenistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Leta 2019 je pri založbi Škuc v zbirki Lambda izšel njen pesniški prvenec Rok Urazije. Angažirana je na več področjih, sodeluje z Društvom za živali, ki se zavzema za uveljavitev njihovih pravic, in s kolektivom Lezbična četrt. Njena pesem govori o nenavadni korelaciji med mačko in materjo. Vesna Liponik in pesem Mater. Če ostanem sama v tej hiši, sama s to hišo, dovolj veliko za veliko otrok, matere, ni mačka, ni matere, na vrhu na tonah jabolk mati, fluorescentni svetlobi minus meri, visoko in kot da se s stropom bori, mati čuva jabolke, 2 zjutraj, glejo, mater, so fluorescentno in visoko in pod stropom, še kaj si bo naredila, mati, spravi se spat, same skrbi s tabo, mati, maček bo popizdil, če se ti kaj zgodi, bo maček popizdil. Privoščimo si spet en glasbeni predah. Vrsto glasbenikov se je družilo z nami na pesniškem turnirju. Preveč, da bi vse našteli. Pred 3 leti so bile z nami Same babe, skupina znana po celi vrsti uglasbitev poezije. Od Janeza Menarta, Tomaža Šalamuna, Ervina Frica in drugih. Tu je video za pesem Vražji bend iz njihovega istoimenskega aktualnega albuma, za katero je besedilo napisal Ervin Fric. Temnih senc stoji, 7 senc sloni ob plotu, luč nobena ne gori. Prav gotovo so barabe, lepo glejte jih v lase. So to moški ali babe, tega res nihče ne ve. Če pa bolje se pogleda, vsak ima kak inštrument, tam ob plotu je seveda ves naš slavni vražji bend, ves naš slavni vražji bend. Tu pod tvojim oknom beglasno rasti, z nami pej se ne brani, ker brez tebe benda ni. Fani, naša lepa Fani, bendu je resnično žal. Fani, vse bo kakor lani, bend otroka bo priznal. Bend otroka bo priznal. Ena bomo spet družina in en sam družinski krog. Vsi crkljali bomo sina, tu je 7 parov rok.
repe, nič sloni ob plotu. Fani, ke pa kokno ni. Včeraj gospod Zaplatnik je na roko prstan dal. S tem je znani naš podjetnik njeno pevsko pot končal. Njeno pevsko pot končal. Njeno pevsko pot končal. Predstavil se nam bo pesnik Miha Marek s pesmijo Biti uradnik. Miha Marek je diplomirani francist, filozof in biolog, ki deluje predvsem kot pesnik, publicist in prevajalec. Iz francoščine, angleščine in nemščine je prevedel številna temeljna družboslovna in humanistična dela. Nazadnje je prevedel zbornik Judovska država in souredil izbor gesel iz francoske razsvetljenske enciklopedije. Bil je član skupine za dramsko pisanje Preglej ter z njo sodeloval pri delavnicah, performansih in predstavah. Objavil je 3 dramska besedila. Leta 2009 je bila v gledališču Glej v Ljubljani uprizorjena njegova drama Čas razcveta. V strokovnih besedilih se je ukvarjal z razsvetljensko filozofijo, filozofijo biologije ter slovensko dramatiko. Leta 2016 je izšel njegov pesniški prvenec Homunculus. Zanima ga tudi prevajanje poezije. V pesmi Biti uradnik pravi, da se včasih zdi, da pesnik le piše kot kakšen uradnik, a brez njega nihče ne ve, kaj ljubi. Biti uradnik. Pesnikova funkcija je, da piše kot uradnik. Eno črko po eno, na trd pisalni stroj, en dokument za drugim. In z nobenim ni zadovoljen. In noben ni zadovoljiv. Vsak zahteva še eno preverbo, še par marginali z mazavim črnilom zvestega kulija, še par črt odvečnih pridevkov. Samemu sebi je odvečen, v svoji službi, ki ne služi nikomur. Če se ne nasmehne ob pravem trenutku, ga zasovražijo. Toda brez njega mehanizem ne teče. Brez njega nihče ne ve, kaj ljubi. Ne samo, da se nekateri pesniki pojavijo na turnirju ponovno, pojavijo se tudi bivši vitezi. Tako je z Denisom Škofičem, lanskoletnim vitezom, katerega pesem je letos žirija prav tako izbrala. Pesem brez naslova s prvim verzom Najlažje je izbrati, oditi v Tarzis. Denis Škofič je pesnik, pisatelj in literarni kritik. Na Filozofski fakulteti v Mariboru je diplomiral iz slovenskega jezika s književnostjo. Bil je urednik za prozo in literarno kritiko pri študentski reviji Liter jezika. Kot pisec besedil je bil del avtorske ekipe pri monografiji Portreti sodobne slovenske literature med leti 1991 do 2016. Kot pesnik mlajše generacije je doslej zabeležil številne revijalne in radijske oddaje, objave
Leta 2014 je bil gost festivala Pranger. 2013 je pri Beletrini izdal pesniški prvenec Sprehajalec ptic, ki je bil nominiran za Jenkovo nagrado in kritiško sito. V začetku leta 2018 je pri Cankarjevi založbi izšla njegova druga pesniška zbirka Seganje, s katero se je uvrstil na širši seznam nominirancev za Jenkovo nagrado. Živi in ustvarja na Dolnji Bistrici v Prekmurju. Pesem Najlažje je izbrati, oditi v Tarzis, nosi v sebi skrivnost. Biblijski motiv o tem, da je najlažje oditi v Tarzis, se morda kot Jona znajti v ribi ali ne prevzeti naloge, za katero si izbran. Prisluhnimo Denisu Škofiču. Najlažje je izbrati, oditi v Tarsis. Skoraj jih ni več takih, ki bi sami od sebe priznali, da zaradi njih pokajo rumeni šivi neba. Skoraj jih ni več takih, ki bi zaradi tega ukazali, da jih naj vržejo iz nove hiše in bi pustili, da jih pogoltne stara. Najlažje je izbrati, oditi v Tarsis. Tu pa tam je že manjka kakšna luska strešnika in sleme na stari hiši se začne nekje za hrbtnimi plavutmi dimnikov postopoma sločiti navzdol v rep nastreška, ki rahlo po strani zajema valove topolov in gabrov, ki se okrog nje grebenijo v zeleni poplavi, medtem ko prednji visoki zid z intaktno streho kakor glavo steguje proti gladini neba, po kateri odnaša kosme topolovih semen oblakov, kakor bi jih hotela pojesti svojimi odpirajočimi in zapirajočimi usti okna. Najlažje je izbrati, oditi v Tarsis. Škrge razpok predihujejo vodo trave, ti pa se svojim glasom zatikaš v ribjem grlo hiše, obdan s topolovimi semeni oblakov. Si prepričan, da si Ninive želijo biti rešene. Najlažje je izbrati, oditi v Tarsis. Katja Šušteršič je skregana z biografijami, zato nas je prosila, da jo predstavimo takole. Vse svoje drobne identitete, od radike do gradbeno-pisarniške Kafke, je zamišljeno strla v predal. Kar te je premešala na novo, začela od začetka. Srečno Kafka in pozdravljena Alma si je po tepušku pomežiknila, medtem ko se je pripenjala na prvo izmed prihajajočih letal. Z očmi je znova zaprehutala šele v južnoafriškem Cape Townu, nato Buenos Airesu. Mnoge zračne plovbe, mnoge čarne svetove kasneje je punca znova doma, ker bere in tipka in išče tisto eno samo najbolj pravo črko, besedo, pesem. Podajamo se na pesemsko potovanje z njo tudi mi, na dvojno pot po zunanjem in notranjem svetu, ter tudi robu, na katerem se srečujeta. Alma. Prvič pometam pepel. Prvič mi zadišijo skorje, hišno ognjišče, mrtvo zoglenela drevesa. Prvič skrbim za gosje krdelo in prenašam slamo za gnezda. Prvič oprezam za jajci, velikimi kot kegel. Prvič jih kradem, potežkam, potrkam in strem. Prvič jih jem v omletih in v narastku. Prvič vidim pse, ki hlastajo po koruzi. Uma odriva Froda, Gino je slepa kura, ki ne najde zrne. Prvič vidim konja, ki se stlači v vodni rezervoar. Prvič ga gledam, kako se divje okopa. Prvič me ugrizne. Šavsne me v leder debele gavčevske jakne. Prvič drgnem alge iz tanka z vodo za konje. Prvič jih ne maram. Ne konjev, ne tankov, ne zbrizastih alg. Prvič vozim zaprašenega Chevroleja. Za volanom krehave pločevinke po makadamijih tuje geografije. Prvič delam raviole. Cele se smejem in prvič sem lepa. Brez
filtrov in insta dokaza. Prvič se sama postrižem. Na kratko in na krto. Dokazi na vseh Facebook omrežjih, razen na svoje. Prvič nosim pončo in čepico s šiltom. Kon, isti, ne marava se. Mi jo prvič odgrisne iz glave. Prvič obiram olive. Tukaj jim rečejo asetune. Tukaj je puščava. V puščavi droben film in v filmu daktari. Prvič mečem kocke in flirtam s Diegom Rivero. Prvič ga gledam, kako prazni po krožnikih, ko pušča beštek in drobtine. Prvič srebam mate z medom za gringe. Prvič se afnam, ko po ustih mesklam kokine liste. Prvič pogrešam zobno nitko, Wi-Fi, da bi preverila maile in možnost alternative. Nad zasneženimi Andi, med snežnimi vrtinci prvič oziram ognjemete. Dilerska oznanila, svetlobne repetice na točko dostavljene droge. Prvič z očmi na svetlobah delam piškote. Testo za pico, bananin kruh in polnozrnato štruco z orehi. Prvič berem časopis Rafaelino do smrti povozil valjar za asfalt. Do pogreba bo ležala v krsti iz kartona. Prvič se dotaknem svoje najljubše lame. Prvič jo hranim s hruškami, jabolki in storži zavrženih banan. Prvič me izza pretkane zasede napade morilski gosak. Prvič sem žrtev atentata. S kljunom mi preluknja hrbet, me zlomi na dvoje. Maščuje ugrabitve, omlete in kegljev narastek. Prvič bežim pred zverjadjo, pred gosim masakrom, ki najbrž ve, da Netflix plačujem, zavarovanja pa ne. Prvič si ližem rane, se lepim z obliži, se živčno nažiram z beljaki. Prvič si napečem mering in jih grudasto pomažem z marmelado. Prvič pijem rožnato pomelo z dodatkom rozeja, na ciganke, na hitane, na libertad, reče Alejandra v nasmejanem Kastežanu. Sveže iztisnjen džus strta pomela pretaka v obtolčene krigle. Prvič jih lovim po vinogradu, trop snežno belih kokoši. Noče v mreže, večerje in slutnja nevihte. Prvič sem prašna, prvič naivna, najbrž srečna. Prvič razpadam na bilke, na vitma, na perje in blatne fragmente. Kaplje dežja se seštejejo v plahto. Prvič sem Alma. Stojim in čakam, da me premoči. Celo iz prazne. In potem, da me znova navrha. Lara Gea Vurnik-Navinšek je obiskovala klasično gimnazijo Poljane. Nato pa se je vpisala na ljubljansko filozofsko fakulteto. Leta 2016 je pridobila naziv diplomirane komparativistke in južnoslavistke. Leta 2019 pa je na oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo tudi magistrirala. Občasno prevaja uresničitev dolgoletnih sanj, v nadaljnjem študiju v Amsterdamu pa je začasno odložila zaradi izbruha pandemije.
Sodelovala je na pesniških večerih v sklopu študijskega predmeta Kreativno pisanje pod mentorstvom profesorja Borisa A. Novaka. Poezija ji pomeni tudi umik v svetove, resničnejše od navideznega vsakdanjika. Če nekoliko svobodno rezimiram njeno pesem, na začetku je bila beseda in na koncu bo beseda. Lara Gea Vurnik-Navinšek in pesem Veliki pok. Veliki pok. Na začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu. In beseda je bila Bog. In jaz bi bila rada beseda. Rada bi bila prva, ki piše pesem. Prva, ki piše pesem o nekom, ki jo po nesreči prime za roko. Rada bi bila ta mikrokozmični veliki pok na lastni koži. Rada bi bila svetloba, kjer je bila prej tema. Rada bi bila prva. Rada bi bila, še preden so bile ničle in enice in mavrice in črne luskinaste ptice. Rada bi bila zvezdni foton, ki se ne bi nikoli rodil, če ne bi čez milijone let ugasnil v tvojih očeh. Na začetku je bila beseda in tvoje oči so bile bordo modre in tvoje oči so bile cela vesolja in sem pozabila, kaj je bilo na začetku. Rada bi ti rekla, glej, kaj sem rekla, glej, kako dobro je in vse to bi ti rada dala. Rada bi ti dala ime in nebo in morje in sebe in vse, kar poganja iz mene in vse, kar se plazi po meni, bi ti rada dala. Da ti ni treba biti sam, da ni dobro biti sam, bi ti rekla. Da je še veliki pok na koncu koncev, le majhna smrt na začetku začetkov. Božji orgazem samo s seboj. Rada bi ti rekla, tvoje oči so bordo modre. Tvoje oči so cela vesolja. Pozabljam, kaj je bilo na začetku. Tako, prisluhnili smo vsem 12 finalnim pesmim pesniškega turnirja 2020. Verjamem, da ste polni vtisov, ki se šele urejajo v vas. Vse pesmi lahko preberete še enkrat v zborniku, ki ga lahko prenesete iz naše spletne strani in spletnega portala ISU. Če vas je katera pesem poiskala in našla nekoliko bolj kot druge, in namenite svoj glas na Facebook strani založbe Pivec. Spoštovani pesniki in pesnice, hvala vam za teh 12 prelepih novih pesmi. Podeljujemo vam vrtnice, tokrat pač virtualno, ampak tudi za prave bo prišel čas. Vrtnica je simbol pesniškega turnirja, ker so v tistem davnem turnirju, o katerem piše Zlata Vokač v Marburgih, podeljevali zlate, srebrne ali bronaste vrtnice. Mi podeljujemo žive, ker so te minljive in največ vredne. Naj še enkrat preberem imena pesnic in pesnikov, ki so se nam nocoj predstavili s svojimi pesmimi. Z nami so bili Tanja Božič, Ajda Bračič, Katarina Gomboc Čeh, Veronika Gradišek, Dunja Polonca Guček, Tonja Jelen, Jernej Kosterle, Vesna Lipovnik, Miha Marek,
Denis Škofič, Katja Šušteršič in Lara Gea Vurnik Navinšek. Pesniški turnir, ki je v virtualni obliki potekal v okviru 25 slovenskih dnevov knjige, je z zadnjo pesmijo sklenjen. Kolega Nino Flisar, koordinator tega velikega dogodka, dolgoletnega dogodka, letos jubilejnega, že nestrpno čaka, da nas seznani z rezultati vašega glasovanja. Prvim trem bomo seveda podarili zbirke naših dosedanjih vitezov, ki so izšle pri založbi Pivec. To so Rubin Erike Vovk, najnovejša vzgibanka Željka Peroviča, potem Toni Mišel Foucault, Zorana Pevca in enega prvih vitezov Tomislava Vrečarja, ime mi je Veronika. Vas pa seveda tudi vabim, da se podate v svet poezije. Virtualno smo se že, tako dejansko na papirju. V sklopu dogodkov v jubilejnem letu smo se sprehodili po knjižnih policah naših pesniških zbirk in smo pripravili 3 lepe komplete. Mnogi ste se že odzvali, povabite še prijatelje in se oborožite tudi v taki obliki s poezijo. Preden nas bo za malo razvedritve po eni strani, po drugi strani pa za stopnjevanje napetosti v svoj glasbeni svet popeljal virtuoz Vasko Atanasovski, naj zaključim z parafrazo enega izmed verzov v zadnji, najnovejši zbirki Aleša Štegra. In vrnil se je svet, vrnili so se prodajalci sladoleda in drugih večnosti.